Govorili bomo o hipotetičnih situacijah, ki se lahko zgodijo, če vzamete neko drogo. Če bi se radi izognili tem situacijam, je najbolje, da se ne drogirate. Moja gostja danes je Anja Mihevc, vodja Drogart svetovalnice. Zdravo, Anja. Živijo. Začniva situacijo na črnem trgu. S čim se ljudje v zadnjem času največ zadevajo? Zdaj, najbolj popularna droga med mladimi je sigurno alkohol, ampak če se pa lotimo črnega trga, je pa tukaj najbolj popularna seveda marihuana oziroma trava. Ta je med bolj pogostimi oziroma bolj pogosto jo pač mladostniki ali poskusijo, ni nujno, da zdaj redno uporabljajo, ampak poskusijo. Tako da to je nek glavni vidik. Potem ostale prepovedane droge so pa bolj mogoče med bolj odraslimi značilne. Kakšni so pa slabi učinki recimo teh treh drog, ki si jih zdaj naštela? Pri alkoholu lahko pride do ena stvar je alkoholni maček, ki lahko do njega pride. Potem so pa razne stvari, ki se lahko dogajajo, tega, da kaj pozabiš, da se s kom skregaš, da se kaj ti fizično zgodi, ker nisi stabilen. Se pravi, da padeš. Da padeš dol, recimo. Pri travi je pa tako, da je sicer travo, tisti, ki se odločijo za kajenje trave, uporabljajo zato, da se sprostijo, da se, ne vem, smejijo, kakorkoli. In so lahko preveč sproščeni. Lahko so preveč sproščeni, lahko pa gre v drugo skrajnost, da postanejo bolj pasivni, nemotivirani, neskoncentrirani, s tem recimo potem ne da več pouku, pa to pride potem, pripelje za sabo lahko še druge stvari. Tako da tudi trava ni tako nedolžna. Zdaj, jaz imam hipotetične situacije tukaj. Recimo, jaz sem v petek zvečer, sem na eni žurki in kar naenkrat se začnem počutiti zelo slabo, vem, da nimam virusa, imam pa občutek, da mi je mogoče lahko nekdo dal nekaj v pijačo. Kaj se bo začelo dogajati z mano? Ja, zdaj, potikanja drog v pijače je relativno malo, ampak nikoli ne veš, zato je pač zelo pomembno, pomembna je preventiva. To pomeni zelo pomembno, da piješ svojo pijačo, se pravi, da imaš pijačo vedno pri sebi, da če greš naročiti k natakarju, da natakar pred tabo odpre tvojo pijačo, potem, da ne piješ kar ene pijače po klubu. Ja, da ne hodiš malo po mizah, pa tako. Ali pa če kakšna flaša kroži, da ne piješ tistega. To je pač preventiva je najboljša izbira v tem primeru. Če pa že sumaš, da je karkoli narobe, pa zelo pomembno, da gre nekdo s tabo oziroma da greš v roku 12 ur na urgenco. Se pravi pa, da si predvsem v družbi še z nekom. Da si v družbi z nekom, da ti je lažje, pa da ti nekdo pomaga, da nisi sam. Še ena hipotetična situacija. S kolegi smo zunaj in eden od njih prinese eno zadevo, ki se imenuje sladoled. In vsi ostali so to že probali, jaz še ne vem niti, kaj se zgodi. Kaj je sladoled in kakšen vpliv bo to imelo name? Ja, sladoled je psihoaktivna snov iz skupine katinonov, ki je stimulant, to pomeni, da ti da energijo, poveča ti koncentracijo, občutke topline, ampak njegova težava je ta, da je lahko tudi precej tvegan. To pomeni, da ti spodbudi željo po ponovitvi doze, to pomeni, da lahko pride do predoziranja, da preveč vzameš, po uporabi se lahko pojavi huda depresija, lahko pride do kakšne slabosti, pomodrelosti prstov, panike, tako da tukaj bi potrebno zelo previden. Predoziranje je pa vedno problematično. Je lahko problematično, ja. Super. Anja, najlepša ti hvala. In če si želite ogledati nadaljevanje tega pogovora, pridite na naš YouTube kanal, kjer boste slišali še več hipotetičnih situacij, v katerih se jaz ne znajdem najbolje. Z mano je Anja Mihevc, svetovalka na Drogartu, govoriva pa o drogah. Anja, najprej, odkot tebi vse te informacije o drogah? Greš ti tako na črni trg, pa se sprehajaš, delaš statistiko, ali imaš povezave s policijo, ali kako to pride? Tako, zdaj najprej vsi tisti, ki delamo na Drogartu, nas ta tematika drog zelo zanima. To pomeni, da veliko beremo o tem, z tega vidika. Uporabljate? Ne, pač beremo, se pozanimamo o stvarih, hkrati pa je zelo pomembno, da dobimo veliko informacij strani uporabnikov. To pomeni, da gremo na teren, na zabavo in tam pač se pogovarjamo z uporabniki ali pa svetovalnici, nam veliko stvari povejo, kaj nas celi. In pa preko ene naše dejavnosti, to je tudi raziskovanje, se pravi, delamo raziskave na področju tega, kaj se uporablja in potem na podlagi tega tudi prilagodimo pristope in načine dela z mladimi. Tako da iz terena dobimo največ informacij. Kaj so nove droge, katere so stare droge, kaj so klasične droge in katera je najbolj uporabljena droga? Klasične droge so tiste droge, ki so bolj splošno poznane že, katerih učinki so znani, tveganja so znana. Se pravi, recimo kokain, heroin, trava, alkohol. Amfetamini, trava, alkohol in ki so v bistvu na listi prepovedanih drog, razen alkohola in tobaka. Nove droge? Nove droge so pa tiste droge, ki jih ni urejala
enotna konvencija Združenih narodov o drogah in niso bile te substance na listi prepovedanih drog in so želele te nove droge ostati legalne, a hkrati posnemati učinke klasičnih drog, ki so bile že prepovedane. Ne? In recimo, katere so pa kakšne te nove droge? Ne? Tako čisto konkretno, ne? Recimo sladoled, je to nova droga? Ja, sladoled je takrat spadala pod novo drogo. Se pravi, sicer je bila toliko potem že na sceni, da bi lahko že rekla, da spada že skoraj med klasične droge, ampak ja, sladoled je ena izmed teh novih drog. Kje je najnovejša droga? Obstaja to? Obstaja ena lestvica, obstaja ena revija droge? Obstaja, v bistvu ponavadi se gleda na kjer so skupine prepovedanih drog in tam vidiš cel seznam teh novih drog in tam tudi vsako leto pride nov seznam teh in nov je tiste, ki so zadnje zaznali. No. Kako se oddrogiraš? Zdaj, najbolj pomemben podatek je ta, da veš, da določena droga pač traja, njen učinek traja določen čas in ko bo ta učinek popustil, bojo tudi te simptomi počasi izzveneli. Zelo je pomembno, da se takrat malo umakneš, umiren prostor, da si še z nekom, ki se počutiš varno, da se ne drogiraš še naprej ali pa da ne želiš z drugimi substancami zadeve zbijati. Se pravi, če vzameš en stimulans, pa se hočeš pomiriti, da ne vzameš depresorja. Se pravi, da pač lahko malo vode spiješ, ne sicer preveč, pa da si v mirnem okolju in enostavno počakaš, da zadeva mine, ker telo rabi svoj čas. Zdaj smo že govorili veliko o negativnih efektih. Kaj točno pa pomeni bad trip? Pa kaj v bistvu, kako se rešiti tega? Bad trip se najpogosteje zgodi pri uporabi psihadelikov. To pa pomeni, da neke psihične vsebine z naše psihe privrejo na dan in jih mi ne zmoremo nekako integrirati, sprejeti, nekako umestiti v našo realnost. Ne vemo, kaj točno se dogaja, ko nekaj pride ven, česar nismo navajeni. In je človek, ki je na bad tripu običajno videti zelo prestrašen, lahko je tudi malo agresiven, ker ne ve, ima občutek, da ga stvari ogrožajo. In je zelo v tem primeru pomembno, da ima ob sebi neko osebo, ob kateri se dobro počuti, pa ga lahko malo spremlja ob tem, da se umakne v miren, mogoče malo hladnejši prostor in da se s to osebo po želji pogovarja. Najboljše se pogovarjati o stvarih iz nezadete realnosti ali pa enostavno pogovarjati o tem, kaj se zdaj njemu dogaja in da ga ta oseba na nek način pomiri v smislu, da bo zadeva minila, ko bo učinek substance popustil. Zdaj, jaz sem tudi slišal, da je dosti enak problem recimo pri kukijih. Ko vzameš, se pravi, to so neki piškoti oziroma neke te sladkarije, kjer je noter tudi marihuana. Zakaj je to problem? Zakaj so ti kukiji, ki v bistvu gre za piškotek, zakaj je to problem? Problem je zato, ker nikoli ne veš, kolikšna količina THC-ja, ki je aktivna substanca marihuane, je prisotna v kukiju. In ko ti kukiji oziroma ta piškot poješ, je to tudi odvisno, koliko časa bo trajalo, da bo prijel, ker je to odvisno od tvoje presnove. In če človek pač čaka in potem reče, to nič ne deluje, pa bom še enega vzel, se to nadgrajuje in potem pride to za njimi. Lahko je zelo hiter predozirane zaradi tega, ker ne veš, kdaj bo prijel, ne veš, kakšna količina je v tem kukiju. Plus ful se lahko zradiš, recimo, zdaj, če res tam sami... Tudi lahko, ampak le po moje to najmanjši problem. Ja, razumem, ja. Se mi zdi to, da pač potem pride za tabo čisto vse, kar je zares bilo v tem piškotu in enostavno se lahko počutiš res ful grozen, ampak nič ne moraš narediti, počakati moraš. In ta obdobje čakanja, da se to presnovi, pa da učinek popusti, je lahko kar naporen. Zdaj, veliko so govorila tudi o novih drogah, po vseh teh zdajah, ampak jaz ne razumem, kako zdaj nastajajo nove droge. So zdaj nekje ljudje v enih laboratorijih, pa ves cajt brainstormajo, kaj bi lahko nova droga, pa jih pošiljajo. V bistvu ja, ker so te nove droge proizvedene v laboratorijih, predvsem prihajajo iz Kitajske in se pravi iz kitajskih in indijskih laboratorijev. Samo to niso legalni laboratoriji, ni to zdaj nekje, ne? Te snovi oni tako naredijo, da so pač želijo, da jim dobijo legalni status, to pomeni, da malo formulo spremenijo, substanca je legalna in pač tukaj ni potem tam več problem. In potem to pošiljajo preko spleta. Se pravi, v bistvu začne se kot nek poskus, da je ta zadeva legalna, da jo lahko vsak dobi. Želijo spremeniti formulo, da dobi status legalnosti. Kako pa, se pravi, spreminjajo pa neko drogo, že obstoječo drogo in jo potem... Neko obstoječo substanco. Ali pa naredijo tudi mogoče nove, glede na znanja, ki jih imajo, ta kemijska. In droga pa postane potem prepovedan zato, ker efekt, ki je škodljiv za posameznika,
Tako. Najprej vedno je tako, da najprej pride substanca, je na trgu, nekaj časa legalna in šele potem dobi status nelegalnosti. Žal je zakonodaja za proizvajalci. Razumem. Anja, imaš mogoče za konec še kakšen nasvet, kaj bi sporočila mladim in starim, ki gledajo oddajo? Ja, zdaj glavno sporočilo je ravno to, da je najbolj varna uporaba drog je neuporaba. Je pa, če se odločijo za uporabo, je pomembno, da se o tem dobro informirajo in pa predvsem mladi, da imajo vedno neko osebo, s katero se lahko o teh stvarih odkrito pogovarjajo, ker se mi zdi to najboljši način, da pač naredimo nekaj na področju zmanjševanja škode. Super, najlepša ti hvala. Ni za kaj. To pa je bilo vse. Hvala, da ste nas gledali. Se vidimo.